Dobro jutro, živjo. Ne vem, kako sem hotel začeti. Nič hudega. Imel sem predvčerajšnjem eno na temo sistem, pa eno predvčerajšnjem, to smo 3 dni nazaj na sistem, pa 2 dni nazaj smo imeli o fokusu. In pa sem jaz hotel to dvoje združiti, kako fokus uporabiti, da greš skozi sistem. Oziroma, da ta sistem, oziroma ta matrica pravzaprav že sama razpada, se pravi, je lažje. Situacija včeraj vremenska, ki je prizadela Štajersko, me je prizadela, no, sočustvujem z vsakim vrtnarjem, evo. Z vsakim vrtnarjem, ki je do zdaj vlagal trud v sadike, ločil pleve od semena, zdrave sadike probal nekako pridelati. Hrana je, tudi da se jo poje na koncu, čisto zadnji, majhen košček. Vrtnarstvo je univerzalni jezik, a je? Ali je univerzalna joga? Ali je univerzalna, ali je pogovor z mamo zemljo? Najbrž vse troje. Jaz sem imel ljubezen do vrtnarstva blazno veliko. Do te mere, da sem se šel vrtnarskega izumitelja. Kako češ pa zdaj vrt izumiti, ne? Solato poseješ pa je. Ne, jaz sem hotel to vrtnarstvo približati tistim, ki nimajo svoje zemlje, tistim, ki živijo v mestih, ki imajo na razpolago balkon, pa voljo do zemlje, a ne? In to je bil projekt, ki se je rojeval v konec leta 2013 oziroma začetek 2014. Vendar ta sistem ne mara te samooskrbe, ta sistem ne mara, da bi si ljudje pomazali roke z zemljo pa pol pojedli, kar so sami pridelali. Zaradi tega je ta projekt bil agresivno utišan s strani sistema, seveda po nekem drugem kanalu, zgodba, čist posebej bom enkrat jo naredil. Ampak en posnetek sem pa našel in sem ga naložil že kdaj na ta moj kanal, ampak sem ga dal pod zasebno. Ker je pa ta situacija včerajšnja vrtnarje prizadela zelo močno. In še enkrat sočustvujem z vsakim, ki je izgubil solato ali pa kompleten vrt. Videl sem take slike, da jaz osebno bi za letos nehal, ne. Pa ne nehati, še je čas, da se ponovi, popravi škodo. Sem prepričan, da smo že prejšnja leta, no, so ljudje pomagali s svojimi sadikami in so jih pošiljali na prizadeta področja. Jaz mislim, da bomo letos to znali še bolj pojačati in postati še bolj solidarni v teh vremenskih neprilikah. A so one naravne ali niso naravne, mogoče zdaj nima več smisla špekulirati. Tudi mi smo imeli že žledolom gromozanski, to je bilo točno leta 2014, februarja, kjer razbil nam je gozdove. Mislim, jaz, ko sem videl to, meni je žalostni prizori, res žalostni prizori. Tudi pol, ko je bilo zime konec, kaj je ostalo od tega gozda, žalost. Ampak minejo leta, gozd je v redu, sploh ne veš, da kdaj je žledolom bil, ne. Razen tega, da pač 40 ali 50 kamionov na dan odpelje te hlodovine ven pod pretvezo, da je treba pospraviti. Zdaj je pa težava tam, kjer je človeška roka prišla zraven in s motorkami in s kamioni. Skratka, mi kot prebivalci Slovenije nimamo od tega lesa nič. Ne vemo sploh, kam to gre, a ne. Upravljanje z gozdovi, ne, našimi viri. Zadnjič smo imeli upravljanje z vodami, našimi viri. S tem upravlja sistem. Sistem je lažnivec, sistem je baraba, prevarant. In nam je pobral. Tako.
Zdaj najverjetneje ta les drago plačajo, ne vem, tam, kjer ga ni, recimo Saudska Arabija, recimo, zmišljujem se. Skratka, nekako sem današnji naslov temi dal pa narava kot taka, ne, in mi ji pomagamo. Mi smo v habitatu planet Zemlja, ne, zdaj ali ona ravna ali okrogla. Tle noter, zdaj po Bibliji noter, to je rajski vrt, pa noter je prišel Adam, se pravi človek pa Zemlja, ne. In mi smo nabiralci, narava nam je dala čist vse, zato da mi lahko preživimo in imamo zavetje in zavetje pred, bom rekel, točno takimi neprilikami in seveda zima pride, pa se je treba segreti in dati noter. Se pravi, na planetu Zemlja je za vsega dovolj, razen pohlepa ne moramo nafutrati, ne. In vsaka rastlina nam da, zapolnjuje tisti del, ki ga rabimo, ne vem, oreščki, možgane, gobe ušesa, korenje oči, česen pa paradajz za srce in tako naprej. Vse je povezano, ne. Mi smo v zadnjih 50 ali pa 100 letih se grdo odmaknili od sebe, čist popolnoma, zdaj če ciljam na farmacijo, na totalno kemijo in nafto, govorimo, tableta je mešanica kemikalij in pa nafte, nekih naftnih, najbrž stranskih produktov, no. Bele barve je, pa zgleda, da to ni nafta, ampak je, ker gori. Če se dotaknemo prehrambene industrije, imamo na razpolago vse drugo kot hrano. Največji odvisniki pa smo postali od mesa. Meso, človeško telo ne rabi mesa, dokazano, večkrat. Sistem nas je napalil na to, da meso je dobro, da ga rabimo, da rabimo vitamin en, blesov, B12 ali kateri že. In nas je navlekel na to svojo grdobijo, ker nekje, če je bil pujsek pa kravica vzgojena doma, zdaj tisti, ki jo je lahko potamanil, ajde. Ne bom se 100% strinjal, ampak ajde. Da pa mi naročamo umor, oziroma da te živali, ki nam jih probajo vzgojiti v teh gojiščih, farmah, na popolnoma neživljenjski način, ne bom rekel človeški, ampak to je nehumano vzgajati, naj si bo piščance, pujse, krave ali pa katerokoli živali za potrebe prehrambene industrije, to je katastrofa. To so pred našimi očmi skrili, pa zrezke lepo naredili, lepe, narezane in že slikica, kako bo pa to pol iz roštilja izgledalo, ne, pa diši, ne. Pa dajmo še te, ki čevapčiče jejo, ne, dajmo jih še nakuriti, da se režijo veganom, ki jejo oreščke in zelenjavo, ne. Oreščke sem jedel, imam čisto polne zobe. Mi smo del tega in vrtnarstvo je čist primarna stvar, ki bi jo človek mogel znati. Jaz sem se vprašal, pa kako se pa naredi, mislim, jaz lahko zelje vzgojim, ni problema. Grem v semenarno, kupim seme in ga posejem in pol imam flance in jih naflancam in imam zelje, ne. Ampak, kako pa iz zelja dobim seme, sam? Tle sem se začel pa pravzaprav sam sebe drajsati v kontekstu, čakaj, mene pa zanima, kako se pa dobi seme za repo, za zelje, za peteršilj, za kumare vem, paradajz vem, in kup stvari pa človek ne ve, ne, mislim. Se pravi, sobivanje z naravo je nam v šolskem sistemu, nimaš ti kaj od narave vedeti, glavno, da veš ti logaritme, pa da je bilo zasedanje v jajcu, pa da so bili partizani, pa da je H2O, pa HHO nima več veze, H2O je voda. O vodi nas niso naučili nič, o pomembnosti, o čuvanju, o varovanju vod, nič.
Hočem reči, da zastopite, kdaj že smo bili mi odmaknjeni od vsega tega. No in zdaj to vrtnarstvo je trikrat benefit. To je, kot da bi sam printal cash, ne, se pravi, ne rabiš kupovati hrane, drugo, kar je bio, in tretje, kar je, nekje sem bral, če seme poližeš, pa ga poseješ, on dobi informacijo o tebi, kaj ti mora dati. Tako kot materino mleko. Zdaj, temu verjamemo ali ne, ne vem, mislim, skoraj ja. Jaz skoraj ja. In pol še naslednja faza, če lulaš v te rastline, vsake kvatre, ne zdaj, da imamo pa skrec pelanke noter, ne. Je tudi preko urina dobi informacije in plodovi, ki jih ješ, zdaj imam paradajz v mislih, so obogateni, se pravi, najprej z minerali in vitamini iz zemlje, z eteriko sonca in tam, kaj ti potrebuješ. In zdaj samo zdravje. In oni so nam začeli te paradajze gojiti pod šotori, toplo vodo, da imamo celo leto te plastične paradajze, ki nimajo veze več ne z zemljo, ne s soncem, ne z vitamini, ne z minerali. Sem zgleda tako približno rdeče barve kot paradajz, ne. Nima pa ne okusa, ne vonja, ne. Tako. No, zdaj se pa jaz vrnem na ta moj izum, ne, pa sem rekel, da ga bom zavrtel, no, pa sem ga tle zadaj poštimal, pazi, mislim, da gre takole. Evo, takole smo eno reklamo naredili za ta pokončni vrtiček. Bila je dobra zajebancija, ker mene imajo ljudje za, ne mene, nas vse imajo za bedake, za norce, za budale, ne? In v Cerknici imamo butalce, smo jih dali v ospredje, ker smo res butasti. In v enem momentu sem jaz rekel, če imate vi mene za butastega, vam bom pa zdaj jaz pokazal, kaj je pa res butologija, ne. Spet sistemu ni bilo prav, zdaj si že pa predaleč, ne, si pa preveč butast, ne, se pravi, sistem si želi, da smo glih prav butasti, ker če smo do konca butasti, spet pridemo kontra sistemu, ja. Preberite si Butalce. Šprinca Marogla, to so bile volitve. Vse se lahko delamo norca, kakor se čmo. Pa jim ni všeč. Če smo pa pametni, pa spet ni prav, ne. Ker bomo pogruntali, da je sistem grd. No, to je bil ta končni produkt, evo. Jaz sem napolnil zemljo, smo posadili rastlinice. Ne, crkena, vidiš, crkena, kot na fotoshootingu, takole, na 2 štuka. No, in to je bil projekt, moj življenjski projekt. No, in me so ta vrt razbili. Razbili so mi ga in nisem ga nikoli več postavil nazaj, kot produkt. In ga najverjetneje tudi ne bom. Ker mislim, da imam zdaj bolj druge naloge. Po razbitju mojega vrta so mi odvzeli njivo, no, evo, njivo sem imel, pa se je lastnik spomnil, da zdaj mi jo pa ne bo več dal, ne. Do zdaj super, ki jo imam, hvala Bogu, da kdo obdeluje, no, ko sem začel obdelovati po enih 4-5 letih, je pa rekel, ne, zdaj pa, ne bom zdaj pa kar jaz po tej njivi brbal. In potem sem si naredil en mikrovrtiček, ki pa seveda nima prave lege, niti prave zemlje, in mene nekako zdaj po tem vrtičku ostaja izključno samo še paradižnik, druge vrtnine pa nimam volje več, da jih vzgajam, se razumemo. Tle sem jaz hotel vzeti jedro. Meni je bila odvzeta ljubezen do stvari, ki sem jih imel najrajši. Pa to ni edina stvar, ki sem jo imel najrajši. Imam precej stvari, pa sistem je pobral točno te, stran, da jih nimam, da bom ja v mizeriji, da bom ja crknil v depresiji ali kaj takega. In razumem, kaj pomeni, kad ti toča, pač neka tretja sila, saj nisi kriv, razbije vrt, to, kar se je zgodilo včeraj na Štajerskem, ko je toča res, ko mi je nasula zima, no, mislim,
grozno. Tle se iz tega pobrati, pa dati voljo nazaj, pa popraviti, pa uštimati. Mogoče bo pa čez 14 dni še en plajh, pa bo še enkrat frderbal. In tle nas life življenje probava. Boš uspelo ali ne boš? Imaš rad vrtnarjenje ali ne? No, jaz sem sam sebe modificiral na nabiralca. Tako da sem letos strašni nabiralec in sušim in zmrzujem vse, kar pač se da. Ampak tako je počelo. Mislim, čemaž je že spravljen, čeprav je kolega rekel, da je še, tako da najbrž bom šel še čemaž, pa mogoče bom celo cvetke nabiral pa vlagal, kar tako za probo. Mislim, saj sem jih že imel, cvetki so super, tokrat bi jih v olje dal, pa bi imel čemaževo olje. Recimo, razmišljam. Ljubezen do vrtnarjenja. Vrtnarjenja samo. To je odnos do živega bitja. In kdor ima občutek do odnos, lep odnos do rastlin, jih zna imeti tudi do ljudi. Tisti, ki pa zna brcati po rastlinah, živalih in flikati piksno, kamor mu je se spraznila, ta pa ima zelo slab odnos tudi do ljudi. Ampak v tem sistemu je ta človek frajer, ne? Ta pa Jackson, tudi piksno flikne z rok, kjer mu pade. Ne, sploh ni išče koša, on kar flikne. Kaj je Jack. Te ljudi bomo morali mi kaj naučiti, ne? Najprej jih za ušesa potegniti, da gre pobrati svoje piksne za sabo, kjer jih je fliknil. Ker precej ljudi se ve, kdo kje kam kaj nametava, ne? Jaz opažam zapuščene parcele, gozdove, ki nihče ne upravlja. Zdaj seveda, če nisi lastnik, tudi ne smeš nič tam. Po drugi strani vidim pa lastnike parcel, gozdov in parcel, ki to svinjajo, kada je to, mislim, ne vem, mislim, kada ni njegovo, no, mislim, če je tvoje, pa si ne greš nasut, jaz ne vem, gradbenega materiala v okolico, kjer ti se pomiri, ampak vidiš pa smetišče zraven. Jaz verjamem, gradben material, saj direktno ne škodi, saj tiste belke ne kamen, pesek pa cegli, ampak meni osebno to ne gre. No, zraven je tudi železo, pa zraven so tudi kakšni cveki, pa kakšna dilca in tako rata, to je drharija, ne. In zdaj pametni, ne, so ti ljudje, kaj naredijo, da se te stvari skrijejo, pa da noben ne brba zraven, posejajo koprive, ne. Pa je stvar pospravljena. Zdaj boste rekli, Turšič, ti si ubrisan. Ne, nisem. Zato, ker sem s temi koprivami imam kar konkretno izkušnjo in koprive niso tako zelo samo zasajevalne. Prav včeraj sem jim video posnel, kako so koprive samo na enem delu, pa tam zraven pa ne. Mislim, če se sejejo, bi se lahko kar razsejale, pa se ne. Tako ja. Kaj sem hotel reči? Ljubezen do vrta. Ko vam jo en razturi, ljubezen, je težko nazaj se pobrati. Jaz še ne živim na svojem, živim še na teritoriju mojih staršev, ampak si ne morem nekako narediti svojega koščka, ker pač je to še vedno njihovo, ne, pač princip delovanja je tak. In razumem vsakega, ki vlaga v svoj vrt, v vsako svojo bučko in v vsako svojo rožico. Oboje ima pomen in smisel, a ne. In res upam, da Štajercem v tem trenutku niso vzeli volje, tako kot so jo vzeli meni. Ampak moja volja se je malenkost upgradala ali pa spremenila, ali pa mogoče začasno. Jaz sem vrtnar zagotovo, nič bati. Pa tudi bom za zmeraj, ker noter. Ne bom se pa tle boril, da bom jaz nekaj posadil, pa bo pol nekdo s trupom šprical. Ne bom, ker ne morem gledati več. Enostavno ne dovolim si več te bolečine, da bom po lepi prošnji ne mi špricati s trupi zraven, pa bo pa točno to naredil, ne. Škoda.
Narava nam daje vse. Premalo se tega zavedamo. Mi smo narava. Mi smo v DNK-ju noter. Smo super duper ustroj, ki za razliko od DNK-ja rastlin še hodimo, govorimo, imamo roke, lahko kaj naredimo, dočim te rastline so samo lepe. Pa seveda na koncu pa še užitne, nekatere, ne. Dajte se zavedati, da niste kamni padali iz vesolja in da vas en pajac, naj bo to Gates, naj bo to Janez, Nenša, ne. Pa ta zdaj nova vladna delegacija, ki že kdaj smo imeli volitve? Že en mesec, nič ne dela, zdaj to samo kadrovanje, mislim, država nima nič od tega. Nič urgentnega se ni zgodilo. In se verjetno tudi ne bo. Zaradi tega, ker zdaj morajo oni stolčke nastaviti, ne, pa revizijo narediti, kaj je Janez delal, ne. Kakšna banana. A veste, oni nas vsi terajo ke majhne zajčke in nam jemljejo pozornost in nam nametavajo semena negativnih misli, ki jih razvijate vi sami. Oni rečejo, zdaj pa bomo mi, jesen bo novi val, zdaj pa bomo mi razvili cepiva, ne, in tle naši možgani rečejo, ma dajte gnide ene, vam bom dal jaz cepivo, in začnemo to negativnost širiti. Mi. Isto informacijo je slišala tudi Mitka in Janez in oba precej podobno razmišljata, negativno. In kolektivno zdaj že trije rinejo negativnost naprej. Mi se pogovarjamo o kolektivni zavesti, a ne? Da jo bomo ekspandirali, da bomo kolektivno močnejši. Mi kolektivno smo že močni, z mindom, z mislimi, ampak mi štartamo s semenom negativizma, ki nam ga mediji narinejo, ne? Mi moramo dati si lepo seme. Wow, lep dan, wow, ptički, wow, lepa pesem, dišeča kava, te dobrodkice lepe, ki so čist minimalne, ampak to so pozitivna semena, ki se v vas lahko, se ekspandirajo. Kako dobro kavo sem si skuhal, pa saj ona traja enih 15 minut, ne, ali pa pol ure. Naša naloga zdaj je, da da ugasnemo mainstream, novice, vse, kar je negativnega, primeš in flikneš čez ramo, ne nositi naprej. In zdaj v bistvu tisti, ki zdaj tega, bom rekel, ne upošteva, on v bistvu pomaga sistemu vzdrževati v negativizmu, ne. Mi se borimo, čedalje več nas je, se borimo pokazati, kaj je prav, kaj ni prav, kaj imamo, kaj vse so pozitivna semena. In bi lepo prosil, da se vsak pri sebi zave, da če dobi negativno misel, da jo mora čim prej flikniti in jo ne vzgajati pa zalivati, da bo zrasla veliko sranje, ne. Na tak način, a veste, veseli taborniki so veseli taborniki, mislim, en vmes reče, ne moramo šotra postaviti, pa bomo pa vsi mokri. Mislim, ja, če je eden, bo šotor še zmeraj stal in ne bodo mokri. Ja, če je pa to v večini, pa šotor ne bo stal. In tako funkcioniramo. Ta gamat, usrana, drekačevska, negativna, vodena strani satana, nas je napeljala misliti negativno in negativno smo mi začeli sami sebi ustvarjati. Medtem, ko smo gledali te, ki so bili pa plačani, da so bili semenarna negativnih semen, če tako rečem. Vrtnarstvo je krasna stvar. Vrtnarstvo se da lepo pretapljati v nas,
Vrtnarstvo je stik z zemljo, vrtnarstvo je hrana, vrtnarstvo je zadovoljstvo. Ko sem jaz se šel vrtnarja za zares, jaz sem s kariolami vozil Paradajz domov, no, čistko. Jaz sem hodil gledat vsak dan, če je že kalilo. Soladka je, the best, super, pa so bile soladke. Krasno, jih bom preflancal, čez 2 dni sem šel pogledat, a imamo, vse prazno, ker je šel polž točno po liniji. Unto oranžen. Se spomnite oranžnih polžev? Ki pa so? Ni? Odkje so pa prišli? Pač so polži. Od nekdaj bili. Oranžni? Pa Turšič, teoretik zarote, pravi, da so jih pa z vrha nametali. Bedak, Turšič, ne. Da so nam jih pošpricali dol. Kater bebo eden. Saj počasi bomo vse spoznali. Še bolj kot njihova sranja, pa bomo mi spoznali in spoznavamo že zdaj, vsak dan. Kdor hoče, ima na razpolago materijala za brati, za gledati, za poslušati, za raziskovati neskončno veliko. In le dejte, čas je, da študirate. Ali pa če ne, saj vsem šmoren, sem ne biti negativni, no. Pa dejte dihati z naravo, pa dejte se poslušati, kaj imate radi. Ker tam, kjer imate tisto, kaj imate radi, ne morete faliti. Če ima človek neki rad dela prav, sistem tega ne mara, da je vam v redu. Zaradi tega, če svoje življenje gledam, je zmeraj me pritiskal, ne boš tle, ne smeš tle, ne smeš tle, to pa moraš. Moraš pa fejst garati. Edin plačal, pa če nismo zdaj, bomo hmal. Boš že potrpel, ne, si Turšič, ne, veš. Medtem, ko si je tak, ki bi mu mogel dati dinčke, pa novo kamero kupil, ali pa novo zvočnik, ali pa vse sort. Tako, vse je šmoren. Življenje gre naprej, karma dela svoje, jaz še vedno sedim semena optimizma in pozitivizma, zmeri sem jih in zmeri jih bom. Rad pa bi, da bi nas bilo še več, pa saj nas je, hvala vsem. A veste, kdo se združujemo? Kaj tacga, jaz nisem vedel. Kvantni fiziki, znanstveniki, doktorji znanosti, filantropi in tako dalje in tako dalje. Nismo pajaci, no. Nismo pajaci, teoretiki zarote smo za Janšata, a ne. On pa je resnično bukov, pa še pokvarjen, pa prebrisan. On in njegova druščina. Unih od zgori in unih, ki jih je pelal lulat, ne, v stranko. Tako da, ljudje smo tisti, ki imamo moč, sistem nam jo je želel stisniti, prepovedana uporaba moči lastne, prepovedana uporaba ljubezni, ljubezen prepovedana, se spomnite, da sem govoril jezerko pa tako. Ne, ljubezen je ne samo dovoljena, ne samo zaželjena, ne samo nujno potrebna, ampak edina sila, na kateri mi pravilno obratujemo. Evo. Več, ki jo daš, več jo dobiš. Bolj, ki se ji predaš, bolj te ona pele. Več, ko jo je, bolj si radosten. Še lepši pol izgledaš, če si zaljubljen. Pa zaljubljen je majhna beseda. Ljubiti, biti ljubljen in široko ljubiti. Vse, kar je. Celo tega Janšata moramo ljubiti, ker ima revež v bošček čist preveliko pomanjkanje ljubezni, ker če bi jo imel, tak ne bi bil. In to velja za ljudi iz vaše okolice, ki vam delajo, ste jih prepoznali, da so slabi. V enem videu, čist prvi video sem rekel, da boste žalostne zgodbe spoznali, da so ljudje, s katerim ste zaupali, s katerimi ste živeli, s katerimi ste delovali, sodelovali v bistvu na nasprotni strani in so v bistvu vam nasprotniki. In to so ta spoznanja, ki zdaj prihajajo ven, ko ljudje pravijo, ne morem več s partnerjem, ne morem več v službi, jaz bom v znoru. Ja, jaz sem že 100-krat rekel, away from toxic people, odmaknite se od ljudi, ki vas bremzajo, zastrupljajo, morijo. Ne morete drugače splezati, če vi plezate po lojtri, že tako je težko plezati, pa imate pa še enega ali pa 5 idiotov, ki vas dol vlečejo.
Vi morate se odmakniti od teh ljudi, ker njihova naloga je, da vas vlečejo dol, ne da oni pa sami plezajo po svoji lojtri, ali pred vami, ali za vami, ali pa vzporedno z vami, čisto šmoren. In ti ljudje ne smejo biti v vaši bližini. Vzemite si čas, razmislite, se očistite, sicer boste pripeljani na sam rob. Pa boste rekli, joj, pa ne morem, pa služba pa to. Ja, se strinjam, jaz sem tudi službo pustil malo pred novim letom, je bilo samo vprašanje, ali bom fasal živčni zlom, ali pa bom naredil nekaj za sebe. Naredil sem za sebe na tak način, da sem se 3 mesece pucal, zdaj pa nisem vedel, da bom učitelj, ali pa da bom imel predavanja, daleč od tega. In na ta način, ker sem se izpostavil, srečujem sekundico, bomo dali kar predvajali, zdaj še lepe vrtove, ne? Kaj, reklamo nam je dal? Ne, se opravičujem, jaz ne morem svemu. Sem se odločil, da ne bom PowerPointu delal, dokler mi ne boste plačali, zato ker jih ne maram delati. Če mi boste plačali, bom pa PowerPointa začel delati. Dele, kakve reklame moramo gledati? Upam, da je pa še ena. Ni zadost. Pa jesesa. Veste, te reklame, zato jaz YouTubea za glasbo ne uporabljam. Res ne. Ja, kaj sem hotel reči? Da sem naredil svoj kanal. In ta kanal je za sabo potegnil spoznanje čist novih ljudi, mnogo boljših, kot sem mislil, da sem že v družbi dobrih ljudi in bom rekel razgledanih in tako. In nekako imam poslovne ideje take, da mislim, da bi bil res bebo, če bi hodil še vsak dan v Ljubljano na avtocesto, se tlačiti v promet in gužvo in izgubiti živce že do tam. Pa še nazaj, pa še vmes, ne. Pa s tem, da sem počel za firmo, katero poslušamo, za Bose, mislim, halo. Mislim, Bose ni kar ena firma, ne. Tako da, ja, službo pustiti ni narobe. Ker najprej mora se ena vrata zapreti, potem se pa lahko druga odprejo, ne more biti dvoje odprta, pa boste pa vi izbirali, kam boste šli. Ne, vi ste že izbirali, dosti je, zdaj pa morate vse zaprti, tišina, bom razgruntal, pravzaprav katera vrata želim odpreti, celo tako pride. Ja, možnosti se ponujajo in meni, in tistim, ki se ukvarjamo podobno z nekim širjenjem, ozaveščanjem in delovanjem. Zdaj, razumem odnose, ki jih imate starši, partnerji, otroci, sodelavci, prijatelji in družbo. Razumem jaz. In jaz vsakmu lahko dam nasvet. Pa tudi v najtežjih primerih sem lahko varna hiša. Ne? Za dan, 2, 3, 5, 7 lahko pomagamo si, ni panike. Zato, ker razumem stiske. Ker sem jaz sam šel čez te neke precej težke stvari. Pa bom, tudi o tem se ne mudi, ni da kaj prikrivam, ni da kaj skrivam, rad bi pa naredil nek redosled, da veste, kaj pa zakaj. Ja? Radi se imejte. Dosti, bom nehal, sej bom jutri, pridem nazaj. Pa v nedeljo zvečer tudi. V nedeljo zvečer pridem pa live, sej mogoče komu, meni pa še mi odgovarja, pa se moram cel dan malo paziti, kaj bom zvečer povedal. Lahko pa celo kakšno temo predlagate, ne bom čist nič hud, zaradi tega, ker jaz vam dam teme, po katerih jaz razmišljam, da je smiselno, pa mogoče sem ali prehiter ali pa prepočasen, ne vem. Če mi boste dali kakšno smernico, eventu super, sploh za nedeljo, ali pa kar tako nasploh. Hvala tudi vsem, ki se oglasite, se vam tudi vsem odgovorim. Ja, nehimo, vi se imejte radi. Ljubljeni ste že, to sem že ponavljal in se ponavljam, ker na tem svetu nismo sami, ne. So barabe, ki niso ljudje, pa so pomočniki, ki tudi niso fizično ljudje. So pa skupek ljubezni, tako kot smo mi ljubezen, ne. Nas povezuje ljubezen in skupaj držite celice ljubezen. Ali pa eter, ali pa vsi kvantni fiziki imajo svoje druge izraze.
Pesniki pa poeti pravijo, da je pa ljubezen. Jaz se strinjam s tem drugim, zato ker kvantne fizike pa nisem razumel. Se spomnim, ker pri fiziki je rekel profesor na faksu, rekel, no, zdaj pa prehajamo na kvantno fiziko, in to zdaj pa pomeni, da nekateri ne boste razumeli. In nekaj začne pisati in valjda Turšič dvigne roko. Profesor, tamle pa ni. In jaz sem odgovoril. Že v štartu sem rekel, da nekateri ne boste razumeli. No, in tle sem jaz to kvantno fiziko nekako nisem prebil, no. In pa sej nič narobe. Mislim, za rožico posaditi, pa za paradajz poflancati ne rabiš biti doktor znanosti, ne. Kekec je vse to znal, bil je vesel, srečen in tako. Bodite veseli, srečni in zadovoljni tudi vi, ampak strasti pa lej imejte definirane. Tisto, kaj so včasih rekli, nekaj moraš imeti za hobi. Ne, hobi si ti, to je ljubezen, ti si ta. Nismo sužnji, nismo kamni, brezčutni, vse te čute imamo zato, da jih koristimo, oni so naša gonilna sila, sem tudi enkrat se razkokodajal okrog tega, da imamo čustva, to so naši konji, mi pa smo kočijaš in mi moramo s tem upravljati. Bože ne, da damo to Janezu v roke, štala. In točno to smo počeli. Dali smo v roke raznim pristojnim ljudem, in to je narobe. Okay. Skratka, imejte se radi, pejte nabrati stvari, zelo lepo dišijo razne mete. Jaz sem nabral jezersko meto, se mi zdaj suši. Sušilnice sem vam tudi že ponudil, do mizarja moram iti te dni. In sušim meto in nisem vedel, da je ta jezerska meta tako posebna, da imaš 2-3 ure čutiš okus. En poseben, lep, krasen. Bom jo še nabral, ker sem najdel kar rastišče, je kar tega. Sicer kopriv je več, ampak lej, ni panike, ampak imaš pa meto. Klinci gledate te hudičeva semena in hudičeva semenarno s svojimi klopi komarji in budičevjem in pikatičevjem, govorimo o koprivah, ki pikajo pa pečejo. Pejte nabrati stvari, one so tam, bezek je krasen. Še enkrat moje sožalje vsem tam na štajerskem koncu, vsem vrtnarjem prizadetim. Tisti, ki niste prizadeti vrtnarji, probajte se podati roko tam, ki so zgubili sadike. Jaz nimam na vrtu, imam 12 paradajzov, to je vse, kar imam. Letos pač palan ne morem, meni so to toliko vzeli, da imam plac, nisem privolil, ne da se mi, ne bom. Jaz ne, letos ne, bom pa takoj, ko se odcelim. To, vodo, kopal sem se včeraj v jezeru. Blatna voda, joj, ampak je pa voda. Ja? Mislim, sej na jezeru, kar naenkrat, ker malo sprejmeš, da ni več biserna. Ampak da se pa plavati, mislim, do Soče je malo daleč, do morja pa tudi, ne. To je pa tle, pa sem not v vodi. Ampak ta je še voda, dočim ostalo je pa grezenca. In to grezenco bomo mi na mojem teritoriju porihtal, bom se jaz angažiral, se že, na vašem se boste pa vi. Ker jaz ne morem prehoditi od tle pa do Prekmurja, pa urediti vam vode in vodovode. Vsak se bo mogel sam za svoj kos zemlje, za svoj patrioti, a veste, mi skrbimo za te naše kose zemlje, ne. Kekec je imel pač planino čez in je vedel, kje se spi, kje se skače, kje se ne sme iti, tako nekako tudi mi. In ti prometni znaki, pojdi tja, pojdi ne tja, tam, kjer piše ne iti, tja pejte, tam noter so dobre stvari, tam, kjer so koprive, bi v teoriji naj ne šli, kar pejte, dajte se obleči, tako pa boste videli, kaj boste našli, kaj je tam zadaj. Tudi lepe stvari se skrivajo, neverjetno. Večinoma smeti, ki naj jih ne bi videli, so pa tudi zanimive stvari. Jaz posnamem, nisem še editor. Mogoče se najde tle med nami tudi kakšen tak, ki bo mi znal poeditirati hitrejške jaz. In tako. Ok, povezujemo se že, povezujte se tudi vi, povezujte se s pravimi ljudmi, ne se napaliti na pač prvega, ki bo prišel. Zdajle za mano, veste, ker se nisem pripravil, se vrtijo pol neumnosti, ne. Se vrtijo neumnosti, čim človek premalo pozornosti da, zato včasih pustim tole prazno ali pa dam raje oblake, kakor da se mi te bedarije dogajajo. PowerPointe pa sem hotel delati, ampak jaz
To, ki dela s temi pripravami, da mogoče bom vsake kvatre, prav dosti pa ne. Saj pravim, če mi boste pa plačali za ta predavanja, bom pa naredil tako, kot se zagre. Imejte se super. Cena in ocena, tam se mene plača. Video je, cena in ocena, ne. Ocenite sebe, pa še mene, bom zelo zadovoljen. Sicer se pa imejte noro radi, poletje je, ne. Sicer nam z vremenom obljubljajo celo štalo, ampak je kar v redu, vsaj pri nas, no. Držite se. Držite se. Jutri pridem nazaj, ali pa mogoče jutri ne, v nedeljo zvečer pa ziher. Imejte se fajn. Čau.